V tem videoposnetku bomo pogledali, kako lahko prihranite pri gnojilih in še vedno pridelate dober pridelek. Kot je aktualno za ta čas, bomo pogledali za ozimna žita rezultate, kakšni so, kadar uporabljamo rjave morske alge. Evo pa poglejmo najprej pšenico. Vidimo tukaj na levi sliki leva tretirana pšenica, na levi sliki tretirano levo je brez biokompleksa, desno z biokompleksom. Vidimo 150 semen manj na kvadratni meter in to je istočasno posejana njiva, precej večji koreninski sistem, posledično bo tudi bolj robustna rastlina, večja absorpcija hranil, večja absorpcija vode in tako naprej. Kasneje bomo pogledali še koreninski sistem, kako ne počrni, kadar uporabljamo rjave morske alge. Tukaj desno vidimo en izsek poročila Biotehnične fakultete v Romuniji, ki so delali neke poskuse z biokompleksom na zimski pšenici. In vidimo, kaj so vse uporabljali, torej niso fertilizirali, niso gnojili. Tukaj recimo tretja kolumna nas zanima, so uporabili 100 kilogramov NPK-ja na hektar, potem samo z biokompleksom in 40 kilogramov NPK-ja na hektar plus biokompleks 900. Vidimo, da imamo isti rezultat kot pri 100 kilogramov NPK-ja na hektar. Torej, tako bi lahko prevedel, da so uporabili 60% manj gnojil, dodali biokompleks, pa so imeli še vedno isti hektarski pridelek. Evo, tukaj zopet vidimo to sliko korenin, desno z biokompleksom, torej večji koreninski sistem, in končni pridelek. Vidimo tudi zrnje tiste pšenice, ki je tretirana z biokompleksom, večje, boljše. Pomembno je poudariti, da tudi se ne polega pšenica toliko, ko uporabljamo oziroma kadar uporabimo biokompleks 900, saj je zaradi večjega koreninskega sistema boljša masa oziroma večja masa in tudi bolj stabilne rastline. S tem zopet prihranimo, ker ni izgub zaradi poleganja. Tukaj vidimo rž, se vidi razlika konkretno, desno tretirano z biokompleksom, levo normalno, torej dosti večji koreninski sistem in posledično večje rastline. Ječmen, zopet isto. Tukaj vidimo recimo desna slika, ne glede na to, da je bilo manj uporabljenih semen na kvadratni meter, je dobilo lepši pogled na njivo. Evo, vidimo zaradi večjega koreninskega sistema tudi bolje prehranjena rastlina, torej več fosforja. Tisti, kateri nas že nekaj časa spremljate, tudi veste, da uporaba naših produktov odklene vsa hranila v zemlji zaradi povečane mikrobiologije. Evo, tukaj vidimo, so pridelali 33% več, kadar so uporabljali biokompleks. Oves, zopet podobna zgodba. V bistvu, to je ena glavnih funkcij biokompleksa, da v začetni fazi, kadar poškropimo, vpliva na koreninski sistem, da se rastlina prav razvija. Evo, tukaj zopet vidimo 17,5% več. Zopet končni rezultat, dvakrat tretirano z biokompleksom, dobilo lepše zrnje. Evo, to, kar sem prej omenil, dostikrat se zgodi, da imamo te črne korenine pri ozimnih žitih, kadar uporabljamo biokompleks, tega ni. Evo, za tritikalo lahko pogledamo, recimo, kaj nam je poslal en uporabnik. Pravi, da je rekel kombajnist, da take tritikale letos še ni žal, torej so bili zadovoljni. Več informacij v zvezi s tem, kako biokompleks deluje na rastline in na zemljo, seveda tudi najdete na rjavemorske-alge.si. Poglejte obvezno, to priporočam, da pogledate še enkrat izkušnje uporabnikov, ki uporabljajo biokompleks 400 za tretiranje gnojevke,
saj s tem praktično izničijo potrebo po umetnih gnojilih.